Nekaj o ekosistemskih storitev oziroma uveljavljanju tega koncepta, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Jaz sem zadevo nekako skoncipiral v 4 sklopih. Najprej bom nekaj na kratko povedal o samem razvoju koncepta ekosistemskih storitev, ki ima že precej dolgo brado, se pa v sedanjih časih precej močno uveljavlja skozi različne politike, tako da se nekako prepleta z našim življenjem vedno bolj intenzivno. Potem bi izpostavil temeljno vprašanje, zakaj vrednotenje oziroma obravnava ekosistemskih storitev, ker koncept ni namenjen samemu sebi, ampak je namenjen predvsem temu, da nam pomaga pri krepitvi oziroma podpori trajnostnega ravnanja z naravnimi viri in pa okoljem. Rad bi opozoril na metodološke izzive, teh je kar nekaj, in te so ključni potem tudi za uporabo vseh rezultatov, ki jih dobimo prek različnih načinov obravnave ekosistemskih storitev. In pa če zaključil bom s tematiko učinkovite in pravične implementacije tega koncepta. Tukaj bom ravno tako izpostavil nekaj ključnih izzivov, ker nisem želel, da je predavanje zgolj tako, da predam nekaj osnovnih informacij o konceptu ekosistemskih storitev, ampak predvsem bi rad pri vsakem od teh segmentov izpostavil kritične dele, se pravi zadeve, na katere je potrebno biti pozoren. Predvsem bom tukaj opozarjal, da pač koncept kot sam ima izjemen potencial, še vedno mislim, da ga lahko zelo koristno uporabimo, ni pa pri tem konceptu vse samo dobro, so tudi nekatere negativne plati, ki se jih moramo pač jih zavedati. Tako da, če začnem s malo mehkejšim uvodom, se pravi, kako je sploh do koncepta ekosistemskih storitev prišlo, tole je malo bolj tak ilustrativen primer, ker seveda človeštvo se zaveda oziroma vsaj implicitno zaveda, da je narava za razvoj družbe in pa človeka pomembna, da brez tega ne moremo. Človek je začel najbolj intenzivno oziroma začel najzgodnejše intenzivno spreminjati naravo in pa krajino takrat, ko je obvladoval ogenj in takrat, ko je začel domačevati živali. To sta nekako 2 mejnika, ki se v literaturi izpostavljata kot ključna mejnika v razvoju človeške družbe. Drugače pa imamo zapisane oziroma znane vire o tem, da so se ljudje sistematično začeli zavedati pomena narave oziroma storitev ali pa koristi, ki nam jih narava nudi, že v antiki. Plato je 400 let pred našim štetjem že pripravil nek zapis o tem, kako krčenje gozdov v enem delu Grčije v bistvu negativno vpliva na vodne vire in potoke in kako potem to posledično vpliva tudi na kmetijsko predelavo. Tako da so se ljudje že dosti hitro začeli zavedati teh povezav, kako lahko človek z nekim nesmotrnim ravnanjem vpliva na naravo in si v bistvu s tem na koncu škoduje. Se pravi, že zelo zgodaj smo nekako vzpostavili povezavo oziroma vsaj logiko med tem, da narava in človek sta neločljivo prepletena in vpliv enega na drugega je tukaj še vedno prisoten danes, kljub tehnološkemu napredku. Tak prvi mejnik, ki se najpogosteje izpostavlja in velja za nekako prelomen trenutek, je publikacija Man and Nature, ki jo je napisal Marsh v 1864 leta. Gre za enega prvih bolj celovitih opisov povezave zopet med delovanjem človeka in pa naravo, predvsem v smislu, kako pomembne so koristi narave. Marsh je prehodil večji del sveta in je v bistvu v svojih spominih večkrat opisoval neke izkušnje ali pa opazovanja, kako je človek z nesmotrnim ravnanjem degradiral naravo in potem v končni fazi škodoval tudi samemu sebi. Potem je tukaj pomemben prispevek Harolda Hotelinga. Ta prispevek je predvsem bolj pomemben v kontekstu že vrednotenja ekosistemskih storitev, ker se je kot en izmed vodilnih v upravi nacionalnih parkov v ZDA se odločil, da bo vsem direktorjem parkov poslal neko pismo, to imenujemo Hotelingovo pismo, v kontekstu okoljskega vrednotenja. Ravno to delo velikokrat ljudje citirajo ali pa nanj opozarjajo, ker gre za enega prvih poskusov ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev. Želel namreč izvedeti ali pa oziroma poskusiti, na kakšen način bi lahko vrednotili rekreacijsko in pa turistično vlogo nacionalnih parkov. In je predlagal direktorjem parkov, da naj enostavno začnejo spremljati, od kje
njihovi obiskovalci prihajajo in koliko časa preživijo v parkih. In na podlagi tega je sklepal, da bodo lahko ocenili, kakšna je monetarna vrednost priložnosti za rekreacijo v teh parkih. Približek za to pa bi bil prepotovan čas oziroma stroški, ki so jih morali ljudje nameniti za to, da so obiskali park, in pa čas, ki so ga tam prebili. Ker v nasprotnem primeru bi lahko ta čas recimo uporabili za to, da bi bili v službi in da bi služili denar. Se pravi, ta približek nemonetiziranega vložka nekako približek ekonomske vrednosti ekosistemske storitve, se pravi neke rekreacije. Potem je tukaj še pomemben Aldo Leopold, ki je načeloma zelo veliko bolj sistematično začel opisovati te povezave med človekom in pa naravo. Hkrati je v bistvu opozoril tudi na eno zelo pomembno dejstvo, in sicer na tako imenovan strong sustainability koncept, se pravi koncept močne trajnosti, ker je opozoril, da nadomeščanje storitev ali pa koristi narave z umetnimi nadomestki, se pravi s stvarmi in pa storitvami, ki jih producira človeštvo, enostavno ni vedno možno. S tem je opozoril, da so produkti oziroma storitve narave in pa produkti človeka zgolj komplementarni, ne pa nadomestljivi. In to je zelo pomembno izhodišče, ki govori v prid temu, da je potrebno naravo ohraniti, če ne zgolj zaradi intrinzičnega vidika, pa zaradi obstoja družbe. Tako da to je nekaj takih mejnikov, ki bi jih želel izpostaviti. Seveda v literaturi tega najdete veliko več. Tako da jaz sem tukaj poskušal tiste stvari izpostaviti, katere jaz malo bolj poznam. Potem je v 70. in 80. letih je razvoj tega koncepta, takrat se mu še ni reklo ekosistemske storitve, ampak nekako drugače, pač nekako doživel večji razpon. Predtem bi to še omenil, da v 30. in pa 40. letih je velik boom oziroma push doživelo področje tako imenovanega ekonomskega vrednotenja netržnih koristi narave. V ZDA so se spraševali, zakaj v bistvu se to pogosto prihaja do degradacije narave. In ekonomisti so zelo pragmatično ugotovili, da verjetno zato, ker vse vrednosti narave pač niso vključene v neko enačbo cost-benefit pristopa. Skratka, v tem, ko se odločamo, kaj bomo z naravo počeli, vse te netržne vrednosti, rekreacija, genetska pestrost, varstvo voda, čiščenje zraka in tako naprej, pač niso monetizirane, denarno vrednotene in jih ni mogoče kvantitativno vključiti v naš proces odločanja. In takrat se je v bistvu začelo razvijati tudi ekonomsko in pa sociokulturološko vrednotenje koristi narave. Samo en tak medklic. En izmed prelomnih trenutkov je tudi, to veliko poznate, publikacija Silent Spring od Rachel Carson iz 62. leta, kjer je ne toliko o koristih narave, ampak bolj opozorila na škodljivo ravnanje človeka v smislu nekritične uporabe pesticidov in kako lahko ti močno degradirajo naravo, ekosisteme in potem zopet prek neke povratne zanke, kako to negativno vpliva na razvoj družbe. No, potem se je v tem obdobju od 70. do 80. let začela oblikovati tudi tista temeljna terminologija, kako bi sploh te koristi narave nekako poimenovali. Functions of nature, natural capital, to so bile različni izrazi oziroma različni termini, s katerimi so skušali ljudje dejansko te koristi opisovati. Prvič je nekako termin ekosistemsko storitev uporabil Westman 77. leta. Ta koncept, ne samo definicija, ampak koncept ekosistemskih storitev pa sta prvič uporabila oziroma utemeljila Ehrlich in Ehrlich leta 81. In od takrat naprej je razvoj seveda tega v bistvu še hitreje potekal. En izmed prelomnih trenutkov je seveda svetovni vrh, Rio konferenca leta 92, konferenca Združenih narodov, rezultat katere je bilo obilo enih deklaracij, med njimi tudi deklaracija za blaženje podnebnih sprememb in pa okvirna konvencija o biotski raznovrstnosti, obe iz leta 92. Te sicer same po sebi ne govorita o ekosistemskih storitev, govorita pa o ohranjanju biotske pestrosti kot temelj zdravih ekosistemov, ki potem lahko zagotavljajo te različne koristi. Skratka, potem, ko se je termin in pa tudi koncept ekosistemskih storitev nekako začel zelo uveljavljati, predvsem od 90. naprej, so se stvari pa začele odvijati ne samo na raziskovalnem
področju, ampak so se začele zadeve uveljavljati tudi v mednarodni politiki. Ena izmed prelomnih zadev je milenijska ocena ekosistemov iz 2.5 oziroma 2.3. To je bilo eno izjemno veliko delo, kjer so skušali na stotine različnih strokovnjakov enostavno oceniti, koliko je narava vredna za nas, kako je pomembno, da jo ohranimo, in to so skušali prikazati predvsem tudi skozi denarno ovrednotenje. En izmed takih del zelo, bi rekel, popularnih oziroma zelo priljubljenih ali pa odmevnih je tudi članek Roberta Costanze iz 97. leta, kjer je tudi v veliki skupini strokovnjakov enostavno skušali so izračunati celotno vrednost ekosistemov v smislu, koliko koristi in pa koliko storitev nam nudijo. In tam so izračunali neko blazno veliko, praktično nepredstavljivo številko, ki sama po sebi pa absolutno seveda ne pomeni prav veliko, ker vsebuje eno obilico biasov, ampak je pa pomembna z vidika nekako zbuditve oziroma opozarjanja na to, da je narava za nas pomembna in da jo pač potrebno za to tudi ohraniti. Takoj po letu 2005 ta milenijska ocena ekosistemov je res predstavlja en tak push razvoja koncepta ekosistemskih storitev. Milenijska ocena ekosistemov je tudi podala definicijo, se pravi, to so vse koristi, ki jih ljudje oziroma družba prejemamo od ekosistemov in jih tudi uživamo. To je definicija, ki je tudi danes daleč najbolj uveljavljena. 90% vseh raziskovalnih ali pa znanstvenih člankov uporablja to definicijo ali pa vsaj citirajo, tako da verjetno je to neka definicija, s katero bomo operirali tudi v prihodnje. Kmalu potem se je tudi prišlo do iniciative TEEB oziroma Economics of Ecosystem and Biodiversity, kjer so zopet skušali opozoriti, kako je ohranjanje biotske pestrosti in pa zdravja oziroma dobrega stanja narave pomembno za razvoj gospodarstva. In pa IBES, se pravi mednarodna platforma za biotsko pestrost in ekosistemske storitve, to je dejansko edina pobuda oziroma platforma, ki neprekinjeno teče že več let. Tisti, ki jo poznate, veste, da izdaja neprestano nova poročila, nove ocene stanja ekosistemov in pa stanja biotske pestrosti, ker skuša dovolj zanesljivo ocenjevati nek trend, kaj se dogaja z biotsko pestrostjo, kaj se dogaja z naravo in posledično, kaj se dogaja tudi z razpoložljivostjo ekosistemskih storitev. Vse te iniciative so pripomogle k obilici novih informacij, med njimi je tudi recimo ta, ki se velikokrat pojavlja v medijih, da je recimo 60% vseh ekosistemskih storitev, ki so nam na razpolago, že do neke mere degradirane. To je zopet neko tako opozorilo, da je potrebno tukaj nekaj storiti in v bistvu preprečevati oziroma blažiti vse dejavnike, ki povečujejo oziroma sploh povzročajo degradacijo. Prej sem že omenil, da po teh velikih političnih pobudah je zagon koncept ekosistemskih storitev dobil tudi na področju raziskovanja velik zagon. Tukaj le prikazujem nekaj takih prikazov. Tale čist levi je iz enega tujega članka, ki prikazuje nekako ta eksponencialno rast števila raziskav, kjer so ekosistemske storitve oziroma vrednotenje teh ekosistemskih storitev bile temelj te raziskave. Na desni pa nekaj izsekov iz članka, ki smo ga objavili skupaj z koordinatorico dr. Matejo Šmit-Hribar, kjer smo pa skušali to dinamiko pokazati na ravni Slovenije. Se pravi, tudi tukaj se vidi, da recimo v zadnjih 10 letih je število raziskav, ki se kakorkoli ukvarjajo s konceptom ekosistemskih storitev, pač šel precej navzgor. In zaenkrat je to še vedno ta trend nekako drži. Tako da se pravim, v zadnjih 15-20 letih je ta razvoj šel precej naprej. Razvoj se je tukaj razvil, bi rekel, na 3 temeljnih področjih. Eno, ki je bilo v bistvu na začetku zelo aktualno, je, to bomo temu malo več naprej povedal, sistemizacija oziroma klasifikacija ekosistemskih storitev. Če boste gledali članke v koncu 90-ih, začetkih 2000, je obilica nekih člankov, kjer so skušali vzpostaviti, definirati nek sistem razdelitve oziroma utemeljitve različnih ekosistemskih storitev. Razvrščali so jih v različne kategorije, poimenovali so jih različnimi termini, opremljali so jih z različnimi definicijami, skušali so jih na različne načine prilepiti na različne ali povezovati z različnimi tipologijami vrednosti, ker pač koncept ekosistemskih storitev je izjemno antropocentričen. Že sama definicija pove, to so storitve oziroma koristi, ki jih ljudje prejemamo od narave in jih uživamo. Se pravi, človek tukaj nekako zelo centralna figura. In če je to koncept, se potem seveda vse, kar se na ta koncept nalaga oziroma se z njim povezuje,
se v bistvu zrcali osrednjo vlogo človeka, pa hkrati tudi seveda narave. Tako da se pravim, veliko teh klasifikacij je bilo takrat razvitih, še vedno se razvijajo, pol v kasnejši fazi, ko je to majčkeno poleglo, so se pa začele močno razvijati različne metode kvantifikacije. Se pravi, na nek način, kako zdaj ekosistemsko storitev ovrednotiti, bodisi z denarnimi enotami, bodisi z biofizikalnimi vrednostmi, ali pa na kakšen drugačen način. Kako to zdaj na nek način dati spraviti v neke številke, neke mere? Ker en izmed očitkov v mednarodni politiki, zakaj se na področju varstva biotske pestrosti zadeve ne dogajajo tako, kot bi se morale, je tudi zato, ker je biotsko pestrost, vsi, ki se s tem ukvarjate, veste, izjemno težko ovrednotiti oziroma kvantificirati. Biotska pestrost je nek zelo kompleksna lastnost ekosistemov, ki jo je težko mogoče z enim ali pa dvema kazalnikoma izračunati ali pa oceniti, in politikom ali pa oblikovalcem politik, ki pa bi naj politike varstva biotske pestrosti oblikovali, je pa treba te zadeve predstaviti na relativno dojemljiv v preprost način. In ker tega mogoče nismo uspeli, to je en očitek, je mogoče varstvo biotske pestrosti tudi se ne razvije na tak način, kot bi bilo potrebno. No, te napake niso skušali ponoviti pri konceptu ekosistemskih storitev in je bilo v bistvu velik poudarek na tem, kako to kvantificirati. Se pravi, drugi element tega razvoja je bil razvoj metod, tudi temu majčkeno kasneje več povedal, kako te zadeve kvantificirati. Potem tretji element, ki je pa še danes izjemno aktualen, je pa, kako zdaj to klasifikacijo ekosistemskih storitev na nek način narediti veliko transparentno, predvsem v smislu, da ločujemo tako imenovane vmesne pa končne ekosistemske storitve. Se pravi, vemo, da v ekosistemih tečejo neki ekofiziološki procesi, ki so pogoj, da ekosistemska storitev sploh lahko obstaja. Recimo, primer, v gozdu poteka fotosinteza in posledica tega je tudi, da nastaja nov les kot ekosistemska storitev. In v nekaterih klasifikacijah ekosistemskih storitev te elementi med sabo enostavno niso bili dovolj jasno ločeni in je prihajalo do tako imenovanega dvojnega štetja, double countinga. Se pravi, da se je dvakrat nekaj upoštevalo, kar je v bistvu našel nek bias ali pa napako. Tudi o tem bom majčkeno kasneje več povedal. Skratka, to je bilo, kar se tiče dinamike različnih raziskovanj koncepta ekosistemskih storitev. Potem, če grem naprej. Potem je tukaj eno bistveno vprašanje, zakaj sploh vrednotiti ekosistemske storitve, zakaj ne operirati samo enostavno s tem, da jih postavimo definicije, mogoče opredelimo, kje v okolju se pojavljajo in pač nič več naprej. Ampak kot sem rekel, vrednotenje ekosistemskih storitev je v osnovi namenjeno predvsem temu, da na nek relativno lahko predstavljiv način pokažemo, kakšno je stanje ekosistemov in pa potem, kakšna je razpoložljivost ali pa raba ekosistemskih storitev. Se pravi, kaj operiramo v naravi, s kakšno kapaciteto in potem, koliko tega dejansko lahko izkoristimo. Zato, ker cilj vrednotenja je načeloma okrepiti blaginjo ljudi, cilj vrednotenja ekosistemskih storitev. To je bilo tudi zapisano v milenijski oceni ekosistemov, z namenom, da se zmanjša raba naravnih virov, ker skozi vrednotenje lahko pokažemo, da določene ekosistemske storitve bodisi se slabijo, izginjajo in to je lahko nek alarm oziroma nek indikator, da je potrebno naše ravnanje spremeniti. Pravična delitev koristi, to je to ena izmed izjemno pomembnih elementov, se pravi, skozi vrednotenje lahko tudi ugotovimo, kdo so koristniki, kdo so tisti, ki uživajo ekosistemske storitve in kakršnekoli anomalije, ki se pri tem dogaja, lahko naslovimo, če to želimo. Obvladovanje kompleksnosti, večkrat sem se na to naslonil že pri tistem kontekstu biotske pestrosti, ampak hkrati s pomočjo koncepta ekosistemskih storitev smo bili sposobni neko zelo kompleksno zadevo, kot je ekosistem in pa vsi pozitivni outputi, ki iz njega prihajajo, nekako razstaviti na manjše elemente, na obvladljive segmente, to so ekosistemske storitve. In smo zdaj v bistvu sposobni vsako od teh ekosistemskih storitev individualno obravnavati, ovrednotiti, prikazati v prostoru. Se pravi, je tudi to en izmed namenov, zakaj vrednotimo ekosistemske storitve. In pa potem element oziroma vidik ocene in prilagoditev. Se pravi, mi lahko na podlagi
spremljanja stanja ekosistemskih storitev ocenimo, da je trend v tem smislu pozitiven, negativen in temu prilagajamo tudi svoje ravnanje. To je en indic različnih tipov trajnosti. O tem bom dočkrat več na koncu povedal. V osnovi poznamo 3 ključne skupine ali pa pristope ovrednotenja ekosistemskih storitev, o tem tudi dočkrat več kasneje povedal. Govorimo o monetarnem vrednotenju, kjer na nek način skušamo tržnim in pa netržnim koristim pripisati neko denarno vrednost. Ekološko vrednotenje, kjer je v bistvu bolj kot ne poudarek na tem, da ocenimo stanje ekosistemov in s tem pokažemo, kakšna je njihova kapaciteta, da nam zagotavljajo ekosistemske storitve. In pa sociološko vrednotenje, kjer pa skozi preference oziroma pa svetovanja z različnimi skupinami deležnikov skušamo ugotoviti, katere storitve so pomembne, mogoče tudi ugotoviti njihove prioritete in potem na podlagi tega prilagajati naše upravljanje z naravo. En izmed zelo pomembnih vidikov obravnave ekosistemskih storitev je tako imenovani kaskadni model. Tega sta razvila Pochin in Jans v letu 2008-2010. V osnovi gre za zelo preprost razmislek, ampak je pa vnesel precej neke empirične jasnosti, vsaj jaz to tako vidim. Se pravi, tale malo bolj kompleksen diagram, ki ga prikazujem, je v osnovi govori o tem, da pri obravnavi ekosistemskih storitev lahko govorimo o 3 elementih oziroma 3 kaskadah. Najprej govorimo o zmožnosti, se pravi, kapaciteti narave ekosistemov, da neko storitev sploh na nek način nudi oziroma zagotovi. To se zelo močno navezuje na tisti ekološki vidik obravnave ekosistemov. Se pravi, da poznamo ekofiziološke procese v ekosistemih, ki tečejo, ki so pogoj, da neka ekosistemska storitev nastane. Se pravi, govorimo o razpoložljivosti, ta je ta levi del. Potem srednji del govori o toku oziroma o rabi. To je tisti del ekosistemskih storitev, ki v naravi nastaja in jo družba tudi uporablja. In tukaj je v bistvu že tak prvi element, na podlagi katerega lahko presodimo trajnost našega ravnanja z naravo. Se pravi, če naša raba presega razpoložljivost, kapaciteto, potem verjetno ne ravnamo trajnostno. Če je manjša od teh kapacitete, potem ravnamo trajnostno. Potem pa tukaj še tretji segment oziroma kaskada, ta desni del, ki govori o potrebah oziroma koristih. Se pravi, v nekem povpraševanju, koliko pa bi družba želela ekosistemskih storitev imeti. Ta tretji element pride predvsem v poštev, kadar želimo zadevo predvsem ekonomsko vrednotiti in pa tudi potem, če želimo oblikovati neke politike ali programe, kako obseg ekosistemskih storitev ali pa njihovo kakovost okrepiti, povečati, se pravi, kako to storiti. Tudi na to se bomo še malo kasneje. Se pravi, kaskadni model je en izmed pomembnih delov, s katerim se neprestano srečujemo, ko obravnavamo ekosistemske storitve. Pomembno sporočilo je to, da lahko storitve obravnavamo v vsaki izmed teh 3 kaskad oziroma več kaskadah hkrati. Tele klasifikacije ekosistemskih storitev sem jaz že omenil. V poznih 90-ih, začetku 2000 se to intenzivno razvija. Milenijska ocena ekosistemov ima pripravljeno neko svojo klasifikacijo, iniciativa TIP tudi svojo, hkrati pa nastaja oziroma se razvija tudi tako imenovana Common International Classification of Ecosystem Services, nekako mednarodna klasifikacija ekosistemskih storitev. Razlike med temi 3 so večplastne. Predvsem se razlikuje v tem, v koliko različnih kategorij razvrščajo ekosistemske storitve, na kakšen način jih definirajo, predvsem v smislu, zakaj bomo potrebovali informacijo o ovrednotenju ekosistemske storitve. Ali jo bomo potrebovali za ekonomsko vrednotenje, temu je namenjena predvsem CITES pa TIP, ali bomo mogoče uporabili to informacijo bolj v smislu presoje ekološke trajnosti. Temu je bolj namenjena milenijska ocena, klasifikacija iz milenijske ocene. No, po mojem videnju se je pač CITES nekako najbolj prijel, tudi največ člankov oziroma raziskav ga citira. Je pa to postala zdaj neka izjemno kompleksna zadeva, ker se neprestano razvija. Tisti, ki boste šli pogledati na splet, boste videli, da obstaja ena obilica različnih variant te klasifikacije. V končni varianti zdaj mislim, da je več kot 90 ekosistemskih storitev, ker so poleg biotskega dela dodali tudi abiotski del. Se pravi, pripisujejo ekosistemske storitve tudi abiotskemu modelu ekosistemov, se pravi fosilni viri, potem neke geološki viri,
energija, tudi ki prihaja iz podzemlja. Skratka, klasifikacija CITES je postala izjemno kompleksna, predvsem z namenom, da bi res celostno zajela vse koristi ali pa vse dobrine, ki jih iz narave pridobivamo. Jaz to klasifikacijo pri svojem delu največkrat uporabljam, je pa res, da smo jo precej poenostavili za ta namen, no, ker velikokrat pri svojem delu ne delam samo v neki, bi rekel, bolj zaprti raziskavi, ampak veliko tudi zadev počnemo skupaj z različnimi deležniki, organiziramo delavnice, ne samo v okviru projekta, tudi drugače, in tam je treba enostavno pristop prilagoditi skupini, s katero delaš. Se pravi, CITES v osnovi deli ekosistemske storitve v 3 skupine: oskrbovalne, ravnalne in pa kulturne ekosistemske storitve. Ta imena so precej intuitivna in že povedo, da te oskrbovalne predvsem govorijo o tistih ekosistemskih storitev, ki jih dejansko fizično nekako pridobivamo iz narave, so otipljive, materialne, hrana, zdravila, les, voda, tako naprej. Uravnalne ekosistemske storitve, to so tiste, ki v ekosistemih nekako tečejo že same po sebi, neki ekofiziološki procesi, ampak nam prinašajo koristi. Recimo gozd, ki porašča brežine, preprečuje erozijo. V različnih ekosistemih so tudi habitati za opraševalce, ti opraševalci oprašujejo kmetijske kulture. Različni ekosistemi, predvsem gozdovi ali pa tudi kakšne druge mokrišča, recimo lahko varujejo pred določenimi naravnimi ujmami in tako naprej. Kulturne ekosistemske storitve je tudi precej poveden naslov oziroma termin, govorijo pa o tistih vidikih oziroma koristih, ki nam služijo predvsem pri rekreaciji, turizmu, izobraževanju, govorijo o duhovnih vrednostih, turizmu in tako naprej. Skratka, nekaj, kar je lahko tudi tržno ali pa otipljivo, ampak enostavno govori ne samo ne o nekem blagu, nekih storitvah, ampak neki dobrini, ampak bolj v tem smislu, da nam nekako služi kot kulturni družbi. Tukaj le prikazujem še eno zelo preprosto klasifikacijo oziroma seznam ekosistemskih storitev, ki jih jaz običajno uporabljam. To je zelo skrčena CITES klasifikacija. To smo naredili skupaj še s sodelavkami, ki skupaj delamo na več projektih hkrati. Suzano Vurnič, pa Mateo Schmidt-Hribar in pa Ilona Rac. Ker smo enostavno skušali iz tiste glomazne klasifikacije dobiti nek seznam, ki je enostavno obvladljiv. Tako da tukaj imamo razdeljene te storitve po teh 3 vidikih in tole se je nekako izkazalo tudi kot en tak zelo čisto uporaben empiričen okvir. Okej, potem je pa tukaj, ta 3. segment oziroma sklop moje predstavitve, metodološki izzivi. Se pravi, če smo ugotovili oziroma definirali, kaj ekosistemska storitev je, da je lahko v smislu kaskadnega modela obravnavamo z 3 različnih vidikov, se pravi razpoložljivost, raba in pa povpraševanja. Seveda naslednji logičen korak, kako se to nekako zvrednotiti, skvantificirati. Kot sem rekel, že od 70 let naprej, ali pa od 60 let naprej se ne seznam, ampak skupine različnih metodoloških pristopov izjemno razvijajo, nekatere bolj, nekatere manj. Kot sem rekel, v osnovi delimo v 3 kategorije: biofizikalne tehnike oziroma metode vrednotenja, monetarne metode vrednotenja, jaz sem predvsem tukaj doma, ker se ukvarjam predvsem z denarnimi tehnikami, in pa sociokulturnimi tehnikami vrednotenja. Kakor uporabite kakšne različne vire, ampak teh različnih metod je zdaj tam od 35 do 65, odvisno na način, kako jih razvrščamo. Jaz bi tukaj predvsem na to opozoril, da vsi te različni metodološki pristopi imajo svoje predpostavke, ki jih je zelo pomembno poznati, zato ker te metodološke predpostavke enostavno tudi pol nam povedo, v kakšnem kontekstu lahko rezultate interpretiramo. Se pravi, biofizikalno vrednotenje, tukaj govorimo predvsem o tem, ko skušamo v nekih biofizikalnih merah oceniti stanje ekosistemskih storitev. V kubikih, v hektarjih, litrih, miligramih, procentih. Se pravi, gre predvsem za to, običajno hočemo izračunati, kakšna je kapaciteta ekosistema, da neko storitev nudi. Pri sociokulturnih tehnikah govorimo predvsem takrat, kadar v sodelovanju z različnimi deležniki oziroma na podlagi njihovih mnenj, stališč, preferenc, odnosa, skušamo ugotoviti, katere storitve so pomembne
katere so mogoče manj ali pa bolj pomembne in pa predvsem, katere je z vidika različnih družbenih segmentov potrebno ohraniti. Monetarne tehnike vrednotenja se delijo nekako na tržne pa netržne tehnike, ker za nekatere ekosistemske storitve lahko uporabimo njihovo ceno na trgu, recimo cena lesa ali pa cena divjačine, cena gozdnih sadežev. Nekatere moramo definirati z nekimi približki. Zelo popularne metode so tiste, ki temeljijo na stroških. Se pravi, strošek, ki ga moram jaz vložiti v naravo, da neko ekosistemsko storitev ohranim, je lahko v bistvu približek njene vrednosti. Če se prej spomnite, sem omenil tisto Hotelingovo pismo, se pravi prvi poskus ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev, ker je bil ta strošek transporta oziroma obiska nacionalnega parka približek ali pa proksi vrednosti rekreacijskega obiska tega parka. Se pravi, so s tem približkom skušali to vrednotiti. Potem so pač druge metode, ki temeljijo tudi na tako imenovanih izraženih pa razkritih preferencah, ampak to je že malo bolj podrobno. In pa potem ena skupina tehnik, ki jih imenujemo prenos koristi oziroma value transfer. Tukaj govorimo predvsem o načinu, kako vzamemo neko raziskavo, ki je bila izvedena, presodimo, da je za nas precej uporabna, ker je sorodna problemu, ki ga mi obravnavamo, in potem skušamo na nek bolj zanesljiv način enostavno to vrednost iz nekega drugega okolja prenesti v naše okolje. Tukaj je potrebno biti izjemno previden, pa tudi kritičen, ker pri tem prenosu se lahko dogajajo izjemne napake, še posebej, če teh napak enostavno ne kontroliram. Tisti, ki boste mogoče hoteli kaj več vedeti o samih metodah, sem tukaj samo nanizal nekaj tistih ključnih katalogov. Se pravi, na spletu imate obilico spletnih strani, ki vam prikazujejo, katere vse metode so na voljo, na kratko vam jih tudi opisujejo, tudi vam ponujajo kot nek odločevalski ključ, se pravi, da na podlagi vašega problema lahko izberete tisto, ki je najbolj primerna. Tako da tle je v bistvu še precej teh informacij lahko na voljo in jih lahko precej koristno uporabite. Tukaj na desni strani sem samo ene par klipov tudi na prelepu, da boste mogoče lažje našli. So pa ti katalogi zelo različni v smislu detajla. Nekateri so bolj podrobni, nekateri manj. Je pa vedno dobro se pri izbiri metode posvetovati s svojimi sovrstniki iz tega področja, da več glav več ve v tem smislu. Potem poleg samih metod, se pravi metodoloških pristopov, obstaja že obilica različnih modelskih orodij. Se pravi, veliko teh modelskih orodij, se pravi softvera, s katerim lahko ovrednotimo ali pa prostorsko prikažemo različne ekosistemske storitev, so že na voljo in so razvite, večinoma je brezplačnih, nekatere tudi ne. Jaz sem tukaj nanizal samo, sem prelepil eno od preglednic od teh najbolj pogostih, ki se uporabljajo. Jaz sem največ izkušen recimo s prvim, z Investom, nekaj zelo malega z Ariesom, z Estimapom pa i3-om. Po mojih izkušnjah so lahko take softverska orodja zelo priročna, zelo uporabna, je pa treba biti zopet izjemno pazljiv, ker so predpostavke, na katerih temeljijo, lahko za naš ali pa vaš kontekst neprimerna. Temeljijo mogoče na podatkih, ki nimajo enostavno dosti velike prostorske ločljivosti za vas ali pa za naš problem. Skratka, treba biti majčkeno kritičen, no. Kot sem rekel, skozi to predstavitev bom predvsem skušal opozoriti na tiste elemente ali pa vidike, na katere treba biti pozoren, pa mogoče v splošnih predstavitvah koncepta storitev, ekosistemskih storitev pač tega ne opozarjajo. Se pravi, treba se dobro zavedati, kakšne so strokovne kapacitete za uporabo teh različnih orodij, koliko imamo časa za to, predvsem kakšna je dostopnost podatkov. To se vedno znova izkaže, da nikoli nimamo dovolj dobrih podatkov, da bi res lahko zanesljivo ali pa ocenili tako zanesljivo, kot si želimo, stanje ekosistemskih storitev. Omenil sem že modelska izhodišča in pa prostorska ločljivost. Se pravi, ker se velikokrat izkaže, da ta modelska orodja generirajo super rezultate, vsaj na videz na neki nacionalni ali pa nadnacionalni ravni, ko se pa spustiš na lokalno, regionalno raven, je pa zadeva lahko zelo kritična, no. Jaz sem zdaj v nekaj projektih, kjer te stvari počnemo in se vedno znova pokaže, da če uporabiš neko splošno modelsko orodje, na ravni Slovenije stvar zelo lepo izgleda, ko pa hočeš neko oceno ali pa stanje ekosistemske storitve, ki ti jo model ponudi, predebatirati z lokalnim deležnikom, te bo pa hitro opozoril, da na teh pa te lokaciji pa verjetno to, kar si ti izračunal, ne drži.
Tako da je vedno treba ne samo model, metodo uporabljati samo po sebi, ampak te stvari validirati na terenu. To se premalokrat počne. Validacija z deležniki, z poznavalci tistega okolja, v katerem neko stvar vrednotiš, je bistvena in kritična. Potem obstaja tudi obilica katalogov ali pa zbirka raziskav, se pravi raziskav, obravnav ekosistemskih storitev, tudi vrednotenj, ki so bila že opravljena, ki jih lahko pogledamo, se pravi, kaj je bilo že narejeno. Tukaj bi jaz zopet opozoril, da je potrebno te pretekle raziskave zelo kritično ali pa previdno uporabljati. Nekaj teh baz je izjemno bogatih, predvsem tale Evri pa N-Value. Prve tri so v bistvu nek tak vladni projekt različnih držav, mislim, da prva je kanadska, zadnja je Nova Zelandija ali pa Avstralija. Skratka, precej teh zadev je v bistvu že na razpolago in lahko pogledamo, kako so pretekle raziskave bile izvedene in pa kakšni so bili rezultati. Kot sem rekel, tle je treba biti zelo pazljiv in predvsem uporabljati raziskavo takrat, ko poznamo, da je kontekst pač podoben oziroma je prenosljiv v naše okolje. Treba se zavedati, kakšne so napake. Vedno treba biti previden, kadar so raziskave objavljene, pa ne govorijo o ocenah napak teh ocen. To je ponavadi ni najboljše. Transparentnost izhodišč, vedno treba biti pozoren na podlagi kakšnih izhodišč je bilo neko vrednotenje izvedeno in pa jasnost konteksta, se pravi, v kakšnem kontekstu so vrednotenje izvedli. Ker videl sem že praktične primere sam, ko so nekdo je porabil neko oceno ekosistemske storitve zaradi nekega svojega interesa, iz teh baz je pobral nekaj številk ven in potem nekritično te številke uporabljal za uveljavljanje svojega interesa. Čisto konkretno, imel sem priložnost na ministrstvu pred leti prebrati neko vlogo, kjer je zaseben lastnik gozda od države zahteval odkup gozdnega rezervata in je visoko ceno utemeljeval s takimi vrednotenjami, ki jih tle izkažem. Se pravi, v tem rezervatu so živele neke ogrožene vrste, iz nekje je pobral vrednosti teh vrst in jih uporabil v svoji vlogi, pa hkrati še neke druge ekosistemske storitve je v ta kontekst skušal vključiti. Treba biti previden, ker te številke, to sem dal tukaj tudi nekaj klipov iz teh zbirk raziskav, te številke so pač impresivne, ogromne in lahko hitro zavedejo. Privlačne so v smislu, ko želimo recimo neko ekosistemsko storitev tudi spraviti na trg ali pa zmonetizirati. Tako da je tle treba biti zelo previden. Jaz predvsem večkrat opozarjam, kadar se na kakšnih delavnicah o teh zadevah pogovarjamo, ali pa tudi, kadar sem v stiku z ministrstvi, ekosistemske storitve kot koncept imajo po mojem izjemen potencial, predvsem komunikacijski. Ekonomsko vrednotenje je zame pomembno predvsem v smislu opozarja, da je narava veliko vredna za nas in da je potrebno ohraniti. Absolutne številke so pa zame drugotnega pomena, ker vključujejo precej enih pristranskosti in pa napak in jih kot absolutne jaz nikoli zelo nerad uporabljam ali pa jih ne uporabljam. Ravno zaradi takih primerov, kot sem jih prej navedel, se pravi teh različnih zahtevkov za povračila, za večje plačile, za utemeljevanje višjih cen zemljišč in tako naprej. Mislim, da se tle lahko dogaja, se zgodi lahko veliko enih zlorab. Tudi finančni sektor zelo močno začenja posegati na ta prostor oziroma na to področje biotske pestrosti in pa ekosistemskih storitev. Ponuja, boste videli, tudi različne finančne izvedene ukrepe, orodja in instrumente, ki naj bi temeljili na zelenih obveznicah in takih stvarih. Se pravi, te obveznice ne bi vlagale v obnovo narave. Jaz bi bil pri teh stvarih izjemno previden, ker v trenutku, ko ti lahko bodisi prek neke zavarovalne police ali pa prek nekega finančnega inštrumenta daš neko vrednost biotski pestrosti, ogroženi vrsti, ogroženemu mokrišču, degradiranemu ali pa v naravnemu gozdu, v tistem trenutku mu v bistvu pripišeš tržno vrednost, implicitno. In ne vemo, kaj se tam naprej lahko dogaja, če zadeve niso regulirane in zaenkrat niso regulirane. Tako da jaz vedno opozarjam, da jaz bi si predvsem želel, da predvsem ministrstva odprejo neko kritično razpravo v smislu, kaj od ekosistemskih storitev oziroma koncepta mi dejansko želimo.
ali ga želimo uresničiti ta, kot je, ali ga želimo uresničiti na nek drug način, ali ga enostavno ne želimo imeti. To je samo en medklic, ampak se mi zdi zelo pomembno na to tudi opozoriti. Tole dvojno štetje sem že prej omenil, se pravi, to je eno izmed teh metodoloških izzivov, ki sem jih skušal tudi, na katere bi rad tudi opozoril. Se pravi, tukaj zdaj se v zadnjem času veliko na tem dela, da se ločuje med tako imenovanimi finalnimi in pa umestnimi ekosistemskimi storitvami in da se skuša v bistvu opredeliti, kateri so tisti procesi v ekosistemih, ki potekajo, zato da neka ekosistemska storitev nastane in da potem te zadeve individualno ločeno obravnavamo oziroma ocenjujemo, ne pa hkrati. Ker pri takih poskusih pač prihaja do velikih napak, katerih se ne zavedamo in zopet prihajamo do nekih številk, ki so pač nezanesljive. Potem pa še tale zadnji sklop mojih predavanj, sem že malo dolg, implementacija, predvsem to, kar sem v prejšnjem slajdu skušal opozoriti. Kaj želimo s konceptom ekosistemskih storitev dejansko uveljavljati? V tem trenutku se mi zdi, da ta koncept, predvsem naša ministrstva, predvsem MNVP, pa do neke mere tudi MKGP, te zadeve dosti nekritično sprejema, se pravi, kar prihaja iz Evropske unije, prek komunikacije z Evropsko komisijo, to nekako tudi kar vpeljujemo v naše politike. Zeleni dogovor je tle naredil oziroma Green Deal, Evropski Green Deal, en tak velik push tega koncepta v različne politike. Strategija za biotsko raznovrstnost, strategija za gozdove, strategija za tla, strategija za biogospodarstvo. To je samo nekaj tistih ključnih strategij, ki so v tem trenutku aktualne in ki velikrat omenjajo oziroma temeljijo tudi na konceptu ekosistemskih storitev. Predvsem v smislu, da so pomembne za blaginjo, da je potrebno zaradi njih ohranjati ekosisteme in pa biotsko raznovrstnost, da je moramo preprečevati njihovo degradacijo, da so lahko podlaga za nova delovna mesta in pa hkrati, kar je po moje pomembno opozoriti, da se lahko krepitev ekosistemskih storitev dogaja tudi skozi sheme plačil za ekosistemske storitve. Se pravi, prek finančnih instrumentov naj bi nekoga spodbujali, da bi ohranil ekosistemske storitve za nas, ki te ekosistemske storitve koristimo, oziroma njihovo razpoložljivost celo okrepil. Malo več bom o tem tudi naprej povedal. Ja, tole je z modro pobarvano iz en izsek iz aktualne strategije za gozdove, Evropska strategija za gozdove, ki bo veljala do leta 2030. Tam lahko vidite, da zelo eksplicitno piše, da Evropska komisija podpira države članice, da si prizadevajo za razvoj prostovoljnih tržnih plačilnih shem za ekosisteme, za ekosistemske storitve. Evropska komisija je tudi izdala, na levi strani sem dal en klip iz dokumenta, ki je zelo svež, poleti letos je izšel in je v bistvu že en izmed prvih dokumentov, ki nastaja v tem razvoju koncepta PES-ov. Se pravi, komisija je pripravila smernice, kako naj bi države članice lahko razvijale sheme plačil za ekosistemske storitve. Sicer je ta dokument zelo generalen in govori bolj kot ne v smislu, kateri so ključni elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju teh plačilnih shem, na kakšen način ustvariti pravične in pa transparentne sheme, ampak kljub temu pa na koncu pokazal, da je to področje v bistvu veliko širše, kot pa samo stvar evropske politike. V osnovi nekako v svetu poteka več kot 550 že takih aktivnih shem plačil za ekosistemske storitve. Med 36 in 42 milijard dolarjev na leto so vredne, se pravi, to je v bistvu količina denarja, ki se pretaka čez te sheme vsako leto. Stališče Slovenije in pa MKGP je tukaj ni čisto jasno, kaj mi želimo s tem narediti. Se pa te zadeve v bistvu že implicitno uresničujejo skozi skupno kmetijsko politiko, kjer so plačila za recimo za kmete, pa tudi za lastnike gozdov v območjih Natura 2000, v zelo različnih oblikah, kar tiče kmetijskih pa gozdnih zemljišč. V gozdarstvu je tega iskreno povedano zelo malo, v kmetijstvu veliko več in po mojem tudi v kmetijstvu veliko več tega bo v prihodnosti. Temeljni koncept oziroma razmislek, zakaj je bilo smiselno plačilo za ekosistemske storitve sploh uvesti, pa je to, da to plačilo naj bo vsaj tolikšno, da kompenziramo škodo oziroma oportunitetne stroške
kmetu ali pa lastniku gozda, zato da ne ravna na nek način, da bi to ekosistemsko storitev degradiral in hkrati sebi povečal dobiček, ampak da mi s tem plačilom v bistvu ga od tega odvrnemo. In on s svojim gospodarjem z gozdovi ali pa ravnanjem s kmetijskimi zemljišči ravna tako, da še naprej zagotavlja tiste ekosistemske storitve, ki jih mi želimo. Ne. V imenu družbe ponavadi država nastopa kot plačnik v teh schemah, lahko so pa tudi to čisto enostavne pogodbe med lastniki zemljišč pa podjetji. Ne. Tudi v Evropi imamo nekaj zelo takih, bi rekel, odmevnih primerov, ko je Nestlé, polnilnica vode, že mislim, da več kot 10 ali 15 let ima sklenjene dolgotrajne pogodbe s kmeti na tistem območju, kjer črpa vodo, ker jim plačuje za to, da enostavno v tistih zemljiščih gnojijo drugače, pa manj uporabljajo manj pesticidov, zato ker vodo, ki jo potem oni črpajo za stekleničenje, je potem zato tudi bolj kakovostna. Eno izmed področij, ki se bo verjetno v prihodnosti zelo začelo razvijati, tako imenovano ogljično kmetovanje, to je prevod, ki sem ga našel na spletu, pa ne verjamem, da je najbolj posrečen, carbon farming. Se pravi, gre predvsem za eno priložnost, predvsem za kmete, kjer se bo namenil velike količine denarja, verjetno zato, da bodo kmetje na svojih zemljiščih gospodarili drugače, da bodo zalogo ogljika v tleh oziroma prek talnega organskega ogljika, da bodo to zalogo ogljika v tleh povečevali oziroma ohranjali. Predvsem v smislu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov iz naslova rabe tal oziroma rabe zemljišč. Ta pobuda izhaja predvsem iz strategije Farm to Fork, se pravi spet en del tega zelenega dogovora, in tudi predvidevajo že, ki ne bi se te stvari financirali, predvsem skupna kmetijska politika, različni projekti LIFE programa in pa Obzor Evropa in pa iniciative Soil Deal for Europe. Se pravi, tukaj se že nekako kaže, da bi znali biti v bližnji prihodnosti precej sredstev za to, se pravi, gre spet za nek način za plačilo za ekosistemske storitve, kar je po moje zopet majčkeno kritično, zato ker se osredotočamo zgolj na en tip rabe tal, se pravi kmetovanje, ne tudi na druge. Vemo recimo, da mokrišča so en izmed izjemno velikih zalogovnikov ali pa hranilnikov ogljika, tudi gozdovi, ampak pač v kontekstu teh dveh ekosistemov se v tem smislu ne govori. Tle se v bistvu po mojem mnenju, to je moje mnenje, vidi predvsem pogajalska in pa politična moč kmetijskega sektorja napram ostalim. Ker se število financ, ki se bo namenil za ekosistemske storitve, se zelo gosti v sektorju kmetijstva. Potem je tukaj ETS trgovanje z emisijami, ker gre tudi posredno za neko plačilo za ekosistemske storitve, je pa ta shema po mojem mnenju precej zgrešila tisti svoj prvoten namen in se je izrodila zgolj v neko administrativno trgovanje in pa obračunavanje emisijskih kuponov, kjer se pravi tisti, ki onesnažuje nekako ne bi, predvsem energetski sektor zaenkrat, ne bomo videli, kaj bojo naredili z prometom pa z morskim prometom, plačuje te emisijske kupone, ta denar potem prihaja nazaj v države. Ta denar seveda ne bi se porabljal potem za to, da bi se kapaciteta okolja, da sekvestira ogljikove emisije, kmetijstvo, gozdarstvo, morje, ne bi se v to vlagalo oziroma v neke inovativne rešitve, ne? Ampak tukaj pa transparentnosti precej manj, po mojem, no, se ta denar precej razgubi. Velik del tega denarja se enostavno na koncu namenja tudi kot brezplačni kuponi za industrijski sektor. Zato pravim, da je po moje ta sistem precej zgrešil tisti prvotni namen. Potem je tukaj še tako imenovano okoljsko računovodstvo, se pravi, ta ovrednotenja, obravnave ekosistemske storitve ne bi se počasi začela uresničevati v nekem sistemu spremljanja v času, se pravi, kaj se z ekosistemskimi storitvami dogaja v času in pa v prostoru, in to ne bi bilo potem postalo neko orodje presoje trajnosti. To je še zelo po vojih, predvsem na mednarodni ravni. Pri nas je en približek temu so okoljski računi statističnega urada, ampak so zelo po vojih, no, tako da to je nekaj, kar se bo v prihodnosti verjetno še bolj razvilo, predvsem v smislu spremljanja trajnosti. Potem pa še moj, da zaključim, zadnji slajd, različni deležniki. Jaz sam delam na področju raziskovanja in do pred kratkim sem se srečeval z ekosistemskimi storitvami zgolj v tem kontekstu, kot sem vam ga zdaj prikazoval. Se pravi, kako to raziskovanje in pa kako evropska politika vidi te stvari.
Od letos naprej imam pač priložnost, da sem tudi nekako vključen v skupnost lastnikov gozdov. Sam nisem lastnik gozda, ampak me je čisto raziskovalno to zanimalo. In skozi to združenje sem pač imel priložnost tudi prisostvovati na eni skupščini ELOT-a, se pravi European Landowners Organization. To je izjemno močna skupina, do določene mere lobistična skupina lastnikov zemljišč, se pravi kmetov in pa lastnikov gozdnih zemljišč, ki se zelo povezuje s CEPF-om, se pravi Konfederacija lastnikov gozdov, Friends of the Countryside in pa Future Forest Initiative. To je samo nekaj teh skupin, ki jih jaz malo bolj poznam, jih je še veliko drugih. Skratka, ta segment ljudi vidi v konceptu ekosistemskih storitev predvsem eno veliko poslovno priložnost. Kar je po svoje razumno in razumljivo. Jaz pač skušam opozoriti nekako ali pokazati obe plati, ne. Se pravi, če si nek lastnik zemljišča pa lastnik gozda in če vidiš priložnost, da je mogoče v tem dobiti nek dodaten dohodek, zakaj pa ne bi tega raziskali, ne. V resnici je tudi tak odnos posledica preteklih režimov našega področja, ne, Balkana, kjer je bila avtonomija lastnikov kmetijskih in pa gozdnih zemljišč izjemno majhna. In si je v bistvu stroka oziroma politika odločala, kaj se bo tam dogajalo. Pač po spremembi režima so se te zadeve precej spremenile, zasebna lastnina je veliko bolj priznana, to so dejstva. In tukaj sem dal samo par izsekov iz webinarjev oziroma teh dogodkov, ki jih organizirajo te skupine, kjer se vidi v bistvu, kako oni dejansko to stvar vidijo, ne. Vidijo kot neko dodatno možnost, kako razširiti njihovo gospodarjenje z gozdovi ali pa s kmetijskimi zemljišči. V bistvu je na trgu veliko tudi majhnih startupov, ki nudijo programske rešitve, ki lahko pomagajo lastnikom gozdov ali pa lastnikom kmetijskih zemljišč izračunavati vrednosti njihovih ekosistemskih storitev, predvsem ogljika. Skušajo jim svetovati, kako v okviru skupne kmetijske politike pride do nekih sredstev za te namene, in pa predvsem pri Evropski komisiji tudi lobirajo, da se te zadeve razvijajo v tako smeri, kot sem jih prej omenil, se pravi v plačila za ekosistemske storitve. Kar po svoje tudi ni nujno, da je v osnovi napačno, ker upravljanje z vidika, se pravi, če je država upravitelj vseh zemljišč v tem smislu, da predpisuje oziroma regulira, kaj lahko lastnik trži in kaj ne, to ni vedno najbolj učinkovito. Je pa pri tem treba biti pozoren, po mojem, precej kritičen. Treba je postaviti vse neke regulativne okvire, ker če take zadeve, se pravi ekosistemske storitve, ki zadevajo celotno družbo, ne, če to prepustimo čisto prostemu trgu, jaz mislim, da to ni dobro. Mislim, da moramo na to opozarjati, da je ta smer ni ta prava in je potrebno predvsem tukaj iskati skupne rešitve. Jaz vedno poudarjam, tako stroka kot lastniki, kmetje, lastniki gozdov in pa politiki oziroma tisti, ki ustvarjajo politike, moramo začeti veliko bolj sodelovati, se odprto pogovarjati, stališča jasno predstavljati in potem iskati neko skupno rešitev. Tako, jaz sem bil veliko daljši, kot sem mislil. To je, kar sem jaz zaenkrat pripravil. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost